Evo, pa je šel dron v kurac. Pol mi je. Sem na poti k Titovi vili na Plitvicah. Sem že bil enkrat letos in takrat je tukaj stala tale rampa. Zdaj je pa en tole vse skup spulil in odprl pot. Tako da ne bo treba 15 minut peš hoditi. Ja, je pa tle še zmeraj, vidite, znak prepovedano in za pešce in da je objekt pod nadzorom. Ko sem bil na zadnjič tukajle, sem parkiral tukajle pri teli razsuti hiši. Evo, sem tamle parkiral, vidite, pa sem šel lepo peš. Evo, zdaj se bom pa lepo gor zapeljal oziroma razmišljam, a če met ali ne. Ne, se bom kar zapeljal gor, tudi če bodo prišel. Je znaka nisem videl, tako da ne vidim nobenega straha, da je bilo kaj narobe, pa tudi pri nas mislim, da je 70 € kazen, če prevoziš ta znak, ki je prepovedano za ves promet, tako da se ne bom sekiral. Kam misliš, Silva, da midva tule greva? Ja, na en skrivno mesto. Se kje bojiš, da tam je nekje pusto pa zaprl? Ne bojim se, nimam strahu, da se zdaj tukaj ena graščina uspira. To je, mislim, da je ta hiša, ne? To je to, ja. To je Tito tle prišel. Tito. Midva so pa njegova naslednika. Ja. Sva že pri Titovi vili, takole je to videti. Jaz sem sicer enkrat letos že bil, kakor sem povedal, ampak nisem v toliko časa. Zdaj si bom pa tole vzel čas in pogledal res podrobno. Imam še pomočnika s seboj, tole je Silva, sem mu ruzak dal pa luč, da mi bo mečken svetu vse skup. Silvo, greva kar tlele noter čez tele vrata. No, tukajle, mogoče je to bil ta glaven Titotov apartma z temle balkonom. Tle je to že malo, lejte, tamle lukna, že malo propada. Moraš takole malo paziti, da se to ne bi vse podrlo. No, tukajle dol, spodaj pa izvira reka Plitvica. Mislim, tole se verjetno strinjate, da je fantastičen balkon pa razgled. Misliš, da je tole? A? Greš ti, Silva, naprej ali grem jaz? Čak, ne, moram iti jaz zaradi luči. Je nekaj, ne? Daj, čakaj. Pa je res nekaj. Silva, ti ka že malo bolj v letih, boš tole lahko čez prišel. Je rov. Ajde, Silva, boš pol ti tule prijel. Obrn mi. Lej, zdaj tle treba malo splezati. Daj še kamero, daj dol svet. Takole. Pa še kamero takole prijim, ko grem jaz dol, pol tim pa kamero vzel. Ampak moš kar lepo držati. Si mislil, da bo z menoj tudi takole planinarje, ne? Ali si mislil, da bo sam po kafanah? Čak, ti bom jaz po svetu. Lahko, Silvo, da me nam šel pol tožiti za kakšne poškodbe. Jaz bil športnik včasih. Kje si bil ti na svetovnem prvenstvu ali? Da sem enemu največjih. Evo, konec. Konec, lukna. Aha, to so pa zdaj tle. Aha, to sem pa bral. To so pa objekti. Tle je bila vojska. Zavarovanje Titota. Po mojem, da je to. Kaj praviš na lukno? Res dobro, mislim.
Dobro so si zamislili. Dobro so se premislili, dobro so se planirali. A si videl steno? Stena je bila zazidana. Ne. Ja, ona stena, ki smo šla noter, je bila zazidana in A ja, ti sem pa samo videl. malo ljudi je verjetno vedelo za to. In je Najbrž, nekdo zdaj razbil, da se lahko gre. da se zelo gre. Ja. No, tole je seveda vse zapuščeno, glede na to, da se sem pride sem po tem skrivnem rovu, ne. Predvidevam, da pride sem zelo malo ljudi. Tole je še vila od zunaj iz druge strani. Zdaj tukaj sem imam tudi dron in ga bom zdaj spustil, da vidimo, kako to izgleda še z zraka. Najbolj zanimiva zadeva je pa tukajle, glejte, tukajle je dol izvir reke Plitvice. In glejte, kakšen kanjon je to, kam globoko to gre. Mislim, Bog ne daj, da tlele padeš, kjer sem zdaj jaz, ker najbolj se glih nekje dol ustaviš. Tako da jaz bom dron sem dol spustil, pa bom videl, ali je zajit ali ni zajit, pa malo bom videl, kako to izgleda. V glavnem, če vam je do zdaj tale moj video bil všeč, dajte se naročiti na moj YouTube kanal. Mi bo veliko pomenilo, pa še kakšen dober video boste kdaj ujeli. Tako da pa kakšen všeček mi dajte, pa kakšen komentar napište. Zdaj bom pa dron spustil. Z dronom zadnje čase bolj malo letim. Silvo, naravno zdrž po stran, držiš, nimaš. Zadnje čase z dronom bolj malo letim, zato je ful dela to vse sestaviti. Tako da moram paziti, da ga spravim v drevesa. Evo, pa je šel dron v kurac. Pol mi je. Takoj mi je začel sporočati, da je baterija prazna in da bo pristajal, čeprav baterijo sem jaz napolnil. In lejte, kam je dol pol. Tlele, nisem malkrat v takih primerih snemam. In zdaj tle se mi je na drevu šel, mislim, evo, pa je šel kurac dron. Jebe, slabo se je začelo tole potovanje. Slabo. Slabo, slabo, slabo. Ja, gledajte. To je. Mislim, sej tudi, če bi ga slučajno najdel, ne, se bo šla malo ga iskat. Ne. To je čist razfukan. Rad bi ga najdel, da bi ga se zaspomenimo. Drugač pa evo, ne. Pa ker se tudi vsaj ta zadnji dan potovanja naredilo. Ali da se naredi ta prvi. Nisem zadovoljen. Nisem. Jebemo sunce, bolj je treba biti previden. Nimam okej. In ni šlo. Pa ker bi mi 5 sekund prej začel javljati, da je baterija prazna, ker sem ga tlen cajta, sem nekaj probaval, pa tu. Pa vučal nisem jim upal vse. Nič, kaj čemo, gremo dalje. Ne smem si dopustiti, da mi tule pokvar ta vikend. Tole je izvir reke Plitvice, oziroma no, bolj potok je. Gor na vrh se nahaja Titova vila, zato ima je tole tlele ne vem. Tle zgleda, da je včasih človek noter bil, pa je eno pozabil. Tam gor je Titova vila, midva so od gor prišla, ker sva raziskvala Titovo vilo. Zdaj, zakaj dol, niti ne vem, a sva imela planit ali niso ga imela. Šla so pa predvsem zato, ker mi je dron dol pol.
In zdaj celo Silvester ga je videla sva, Silvester ga je opazil in sem opazil je neko svetlečo zadevo, ki bi to lahko bil dron. Glejte, pol mi je pa tamle čez tistele škale tamle. Tako da mi se mora zdaj dvigant, pa bova videla. Če je, bi ga pa rad dobil, zato da saj vidim, a je kartica prazna, ne kartica, vse sem čist zmeden. Baterija, če res prazna, tako kot je piskalo, pa dober, kartica je noter dobro ostala, tudi to je 50 € vredno. Tako da greva gor. Ja, no, sem pa, kakor sem rekel, zmeden. Tudi, glejte, dol sem šel po tej dolini, v Supergah, pa imam merelke s seboj, ampak sem se pozabil preobut. Ko sem šel dol, čutim, da se nekaj čudno hodim, sem pa videl, ja, pozabil jaz to merelke obut. Neč, zdaj pa upam, da ta dron najdemo. Kolega sicer pravi, da bo verjetno še dober, samo ni šans, če s temle pade, kje bo dober, lahko te prosim. Pač pa zanimiva ta plitvica, več vode, kot se misli, da je. Po mojem temle not v kamnih izvira, mi da moramo zdaj pa gor prideti, pa temle nikje okoli. Bova videla, ne vem. Ni se dobro začel ta potovanje. Evo, še naprej iščeva strmoglavljen dron. Jaz mislim, sva tlele na neki ta pravi višini in bo treba tlejet. Upam, da prideva. Kaj ti misliš, Silva? Smo na ta pravi višini, ti zga videl, ali? Ja. Je? Za tem robom gor. Samo Silvo mirkej, da mi še ti kje pol. Ker zate se bom pa mečkem bolj sekiral, kot za drone. Čeprav tudi čist za dron mi ni čisto vsem, da sem čist iskren. Se pa bojim, da se bo tule nekje samo stavilo in se ne bo dalo jeti več naprej. Tamle kar dobro zgleda. Tle treba je dol. Ja, kaj pa ta? Po mojem je dron tamle ni. Bomo videli, jaz upam, da je mu Silvo prav in da bo tudi tle. Oziroma ne, dron sva kar ugotovila, da je. Čeprav se je samo malo svetilo, ampak posem pa je slikal, sem že slikal tako, da sem ful približal. No, posem pa še sliko potegnil, povečal in se je videla kamerca. Ja, vidite, zdaj tle bo treba malo plezati, tako da tle bom snemat nehal, mislim plezati. Malo bolj je, no, glih, tle, če bi dol pol meglih, ne bi se dobro rešilo, no? Neč, nehamo snemati. Če so malo s kolegom prav, je dron tamle 10 metrov zračne linije naprej. Ne je bilo čisto lahko prideti sem. Glejte, Silva, tako kako se matra. Polahko, Silva. Jaz sem se pol tle prijel tegale drevesa. Kamni tisti so čisto en kurc. Jaz sem šel na kolena, pa se kar povlekel tukaj, da sem se prijel za tizgale. Ne pa vzeti, da je čisto 100%. Ja, vejte, je kar globok in ne bi se ustavil. Evo, priplezal sem, ker ne bi bil dron. Vejte, težko je bilo prideti, vejte, kje je kolega gor. Sej, že sem čisto iskren, ne vem čisto dobro, kako bom dol prišel. No, iščem kolego, pravim, ni drona, sem ga pa zaslišal. Vejte, tamle pomiškuje, je še. Tako da baterija ni bila prazna. Vejte, tle pa Karola. Tako da, evo, zdaj nam pa še do njega prideti. Evo, priplezal sem, ker ne bi bil dron. Vejte, težko je bilo prideti, vejte, kje je kolega gor. Sej, že sem čisto iskren,
Ne vem čist dobro, kako bom dol prišel. No, iščem kolego, pravim, ni drona. Sem ga pa zaslišal. Lejte, tamle pomiškuje, je še. Tako da baterija ni bila prazna. Lejte, tle pa Karola. Tako da, evo, zdaj nam pa še do njega prideti. Telih par metrov ni bilo tako enostavno prideti. Morate vedeti, da tle dol je prehpet. Evo, moj bogi revež dronček je pa tle, lejte, še utripa. Da vidimo, kaj se je revežu naredilo. Da vidimo diagnozo. Ne vem. Bogi revež. Zlomljen ni nič na prvi pogled. Mogoče bo pa tole še delalo. Pa sem že malo gruntov, da ga ne bi šel iskat. Ja, no, po propeler tu ni noben problem. Tudi je upraskan, tudi noben problem. Glejte, kamera se še kar premika. Tlele enkrat revež na kamero, pol je malo upraskana. Ampak veste kaj, morda bo delal. No, bom pa zdaj strah. Bom pa zdaj strahimo leteti z njemu, ne? Ker nikoli ne veš, da bo dol pol. Vem, da bi tudi doma malo treniral. Čeprav tle ni šel dol samo propeler ali šel samo propeler. Ne vem, bomo videli. Neč, imam pa zdaj ne še projekt prideti nazaj. Kaj si lo rekel, da me je Jugoslovanska vojska sabotirala dron? Da so te sklatili, prisili pristanek. In ti, ker imaš bolj slabo tehnologijo, da ne moreš kar prestati, je bil pa strojlom, ne. Ampak glej, našli smo, pa nič mu ni. Ja, ni, da mu ni nič. Ajde, dober, praske. Ja, Silvo je optimističen, da temu dronu ni nič, ampak sigurno mu je. Ker to je bil padec 150 metrov, tako da ne more to preživeti. Neč, malo dlje smo se tlele zadržali, ker smo mislili, da se bomo. Gremo naprej. Zdaj pa... Ja, ti imaš tle Tito tovo. Zgoraj imaš ti Tito tovo, jaz vam pa spodaj, ja. A ovdje Tito tebe prijatelj, to tudi videl? Tis pa najbrž ne. Drugač pa tle šotor lahko postavil, pa spal. Si se zakop šotor, si lahko noter. Drugač zanimiv tale objekt. Približujemo se Željavi, se pravi zapuščeni vojaški bazi. Tukajle, ko bomo zdaj prišli, je običajno prva točka, ko pride obiskovalec. Tukaj na moji desni so objekti, katere nisem šel še nikoli pogledati. Tukaj je pa tole zapuščeno letalo, ki ga pa vsak gre pogledati, ne. In vidim, da je še zelo lep sonce, tako da bova lepe fotke naredila. Evo, tle se hodijo slikati. Tole je prva stvar, ki se jo običajno ljudje ogledajo, ki pridejo si pogledati Željevo. To je en ameriški avion. Menda so Američani to podarili Jugoslaviji in pol so ga tukaj dali. Verjeten je bil kaj časa v funkciji, pol verjeten so ga pa pač dali tukaj kot muzejskega in je tukaj ustal. Sicer malo ga uničujejo, tu grafitirajo, nalepke limajo, ne razumem čisto, zakaj je to potrebno. Ne, evo, takole je videti noter. Se bomo sprehodili do pilotove kabine. No, vse živo tle najdeš. Mislim, je tole čisto že uničeno.
Tako da, lejte, takole je izgledala pilotova kabina. Tukaj sta sicer dva sedela, en sedež še je, enega ni več. To drugače pa tukaj lahko tudi ven spleza. Sicer moraš biti pravih dimenzij. Ne vem zdaj, če sem jaz čista pravih, ampak bom probal. Če bo šlo, moraš paziti, se kje ne urežeš, pa to ne, se drugače, je bilo to čisto enostavno, pa da se kje ne udarja v glavo, pa milijon vprašanj je. Evo. Francoz drona spustil, prav zanima, kako bi se rešilo, če bi policija prišla. Pa slabe vole, ko slišim drona, ker pač je moj dol pol. Takole je pol na letalu. Ja, uničenje. Žal, tudi, bom rekel, ne, tudi jaz tole delam malo škode, ker tukaj le hodim, tako da, če bi vsak šel takole, ne bi bilo najboljš, tako da bom šel kar lepo nazaj. Drugače pa seveda, če greste na Željevo, tukaj ta avion si poglejte. Zdaj se nahajamo v tem spremljajočem kompleksu te vojaške baze Željava. Tukaj sem prvič, pa niti ne poznam najbolj zadev, tako da bomo majčkeno pogledali, kaj so tle imeli. To zgleda kot neke delavnice. Mislim se, če je tle bilo 50-60 avionov, logično, da so mogle biti neke delavnice. To je zdaj vse zapuščeno, ratu je že zaraščeno, vsekakor pa zelo zanimivo. Tole pa je zanimivo. Avtobus. Prevarjen. Vojaški, vidim po barvah. Zanima me, če je tamov. Takelem avtobusu smo se vozili v šolo. Se spomnim teh sedežov. Mogoče tu še gor dale, lejte, salonitke so dol popadale. Šoferjevega sedeža ni več. Šalthevel je še. Vidimo, če kje piše, čigav je. Če je to tamov. Nit. Eto, ne, to je nalepko dal. Ne vem, kaj ti misliš, Silvo, je tamov tale? Tole pa smo že na letališču. Tole je vhod številka 2. To je tudi enka pa trojka so zasute. Tukaj pa v bistvu greš lahko z avtom noter in bomo tudi šli noter. Teh rovov je tukaj 3,5 km, samo morate biti zelo, pač to greste, morate biti zelo pazljivi, ker so razne jame. Evo, tukaj je avto parkiran, čist mejhen. Poglejte, kakšen tunel, sicer se ne vidi. Zdaj grem pa iskat to komandno sobo. Po zemljevidu bi rekel,
da more tukaj biti. Zdaj bomo pa vedeli, ali je ali ni. Zakaj je to vse tako, bi rekel, sajasto? Zato, ker to so pač, ko je vojska to zapustila, je zminirala in zato je tako. Aha, tukaj je konc. Ha, lejte, tole gor je pot do komandne sobe. Lejte, tudi lojtre so in lejte, prav gor se vidi. Gor prideš, potem pa desno zaviješ. Tako da žal, to ne mogo priti, mislim, ampak bi bilo tole pa ful noro, če bi lahko prišel. Pot z avtom se je tukaj ustavila. Zakaj? Si lahko pogledate. No, za takole tle bi šlo, ampak sva itak prišla do cilja. No, tole je pa po mojem najbolj zanimiv del, saj meni. Zdaj, če sem pravilno razbral iz zemljevida, res, da sem tukaj že bil, ampak, ja, to je to. Res, da sem tukaj že bil, ampak se ne spomnim čisto vseh detaljev. Je pa drugačne. Tle pravijo, da včasih kdo tudi kakšnega medveda sreča. To meni ali na YouTubu ali na Facebooku napisal. Tle je bilo menda tako, vse živo so tukaj imeli, celo menda neko manjšo kinodvorano. Ne vem sicer točno, kje bi bila, ampak to sem nikje prebral, ali pa slišal. Se ne spomnim več. Ja, to, vidite, neki prostor. Ne bi vedel, kaj je tukaj bilo. Je pa, ko sem bil tukaj enkrat, je bilo zanimivo, da je vse posod voda noter tekla. Zdaj to pa, bom rekel, zelo suho. En stol pa je vstal, lejte. Ja, to je ta meni osebno najbolj zanimiv del. Tako, da malo pogledaš, tudi neke puščice so narisane, da se ne bi kdo zgubil. Sicer mislim, da glih zgubiti se tukaj ne moreš. Je pa v bistvu sam rov, ne? Ne moreš to zdaj, da tukaj boš nekaj zanimivega videl, da bi odkril kakšne dokumente ali kaj tacga. Tega ni, oziroma, lejte, tle so bili neki zemljevidi, pa to se je v tokem času že vse uničilo, tako da, lejte, mize, točno take mize smo mi imeli v šoli. Tukaj je mogla biti neka učilnica, Bog ve kaj, oziroma, mislim, to bi bilo res zanimivo videti v tem originalnem stanju. To, če ne bi bilo to podrto, to bi bila taka turistična zanimivost. Saj to že zdaj, to turistična zanimivost, ne? Kar srečaš, tudi tujcev veliko tukaj. Ampak saj pravim, ne, če bi pa to bilo še v takem stanju, ki je pa bilo, bi pa to bilo pa noro. Vidite, tukaj je zdaj ena luknja bila, moraš malo paziti, da noter ne padeš. Ja, tukaj tudi, lejte, tako, prostori so bili noter, ne. Tako da, lejte, zanimivo to iti pogledati. To bo mogoče celo rekel nič posebenega, ampak lejte, da enkrat v življenju to vidiš, mislim, da se splača iti pogledati, ne. Tu so neke za klimo, verjetno tole bilo, lejte. Enkrat se to splača iti pogledati,
da imate občutek, kako ne, kao letališče noter v hribu, ne, in to slišiš, komu je pa to, glejte, filmi, prav film, ne vem, kaj je to bilo, no, mislim, glejte, tukaj so prav vse neki filmi, glejte, tu je film, ampak tak neki širok, vprašanje, kaj so tukaj imeli, no, ja, glejte, jaz mislim, da sem vam dosti pokazal, toliko, da imate malo občutek, kako je izgledala ta željava, ne? Ker ljudje govorijo, ja, letališče je bil v Jugoslaviji, ker so noter avioni bili, ampak to si človek sploh ne predstavlja, kako je bilo. Mislim, jaz dokler nisem šel pogledat, si tudi to nisem predstavljal. Tukaj neki umivalniki. Ja, glejte, zanimivo za videti. Prispela sva do najnega prenočišča, tukaj parking. Evo, zdaj pa da vam pokažem apartma. Boste presenečeni, eni boste rekli, da se malo preseravam, pa vam povem, da se ne, ker vam bom ceno povedal, boste videli, da to ni preseravanje. To je sicer velik apartma, to je ena soba, tole je druga soba, tukaj je še kuhna, sicer mi da to ne bo uporabljala, v Bosni se gre na čevapčiče, tako da, no, tuš, kje se to žge, to požgati ne znam, ampak dobro, gledajte, tuš, WC, mislim super, v stilu. Kaj praviš, Silvo, bo dober? Ja, zadovoljivo je. Zadovoljivo, ti si bolj gospodin, pa hočeš malo boljš, tako da... Ker je dosti visoko, dosti svetlo, pa lepo barve, ne. Ja. Predvsem me fascinira ta napis, ne. Drugač pa cena tegale 24 evrov na dan za oba. Evo, tole čevapdžinico nam je svetovala ena gospa. Tam, ki nam je predala apartma, pa bomo videli, če je res tako dober, kot prav. Kaj bo Silvo noter šla, ne? Ja. Evo, prišli so čevapi, jaz imam 15-ko, Silvo ima 10-ko. Ti, Silvo, si že malo probal, kako gre. Ja. Dobri. Lakota velika, glede s tabo po svet hodil, te kar malo... Je, ni redne hrane, ne? Tako da bom kar navali. Da vsem kakšne je. Evo, takole zgleda ta moj dronček. V slabem stanju je. Tudi ne, tole je čist razmajano. Ker tale je fiksen. Tle so neke zadeve dol popadale, tako da se bojim, da tole ne bom spravil v pogon. Sem kar malo slabe vole, ampak kaj čmo, se to naredi. Dej, da me saj malo potolažite. Dejte se naročiti na tale moj YouTube kanal, da se majčkeno to jezo, bolečino zmanjšam. Namreč ne, takale zadeva je 1200 evrov, 1500, še malo več z vsem dodatkom. In ni človek kar vesel, če mu tole kar zgine naenkrat, ne, tako da, ja. No, da se naročiš na moj kanal, ti bom res hvaležen, če še nisi, pa hvala tudi za ogled tega videa do konca. Glej pa še naprej, bo še veliko zanimivih stvari.